Pozdravljeni v seminarju priprava matematičnih gradiv s programsko podporo. Seminar je namenjen učiteljem matematike v osnovni šoli. Kadar govorimo o matematičnih gradivih, tokrat nimamo v mislih e-gradiv, ki v zadnjih 3 letih dvigujejo veliko prahu, ampak gradiva, ki jih običajno natisnemo in uporabljamo na papirju. Gradiva, ki jih učitelji matematike najpogosteje uporabljamo, so letni delovni načrti, učne priprave, delovni listi, učni listi, pisni preizkusi znanj, razna preverjanja znanja, analize. In ker imajo matematična gradiva precej posebnosti, za razliko na primer od gradiv za pouk slovenskega jezika, se tukaj srečujemo z algebrskimi zapisi, z tabelami in grafikoni, z geometrijo, tako v ravnini kot v prostoru, raznimi telesi, z grafi funkcij. Zato je oblikovanje takšnih gradiv nekoliko zahtevnejše od tega, kar so vajeni naši družboslovni kolegi. Zakaj pa se sploh lotevamo priprave gradiv s programsko podporo? Imam kolegico, seveda učiteljica matematike, ki je tik pred upokojitvijo in še vedno vse delovne liste in preizkuse znanj piše in oblikuje ročno. Načeloma to ni težava, ni problem, delo ji gre še vedno precej dobro od rok, z leti je postala zelo natančna, previdna pri delu, malokrat se zmoti, edix uporablja zelo vešče. To, da je vsakič znova zapisovala enake ali vsaj podobne naloge, to že 25 let, je ne moti popolnoma nič. Prvič se je izkazalo, da ta način ni najboljši takrat, ko je pričela poučevati učenca s posebnimi potrebami, ki je imel med drugim v odločbi napisano, da morajo biti vsi za njega pisni izdelki pripravljeni z večjo pisavo. Pisala je celo Arial 18. To je bila njena prva težava. Drugič pa se je pojavila težava takrat, ko je skupaj z mano in še z eno kolegico, učiteljico matematike, pričela poučevati nivojske skupine, in ker smo se dogovorili, da naloge pripravljamo po korakih, se pravi najprej učitelj, ki uči v prvem nivoju, učitelj, ki uči v drugem nivoju, vzame iste naloge od prejšnjega učitelja, jih doda kakšno odzame in tako še potem grejo te naloge v revizijo k učitelju, ki uči tretji nivo. In res nerodno bi izgledalo, če bi bile nekatere naloge zapisane z prosto roko. In to je dejansko težava, ki je ni toliko čutila ona kot mi dva, ne. Zdaj, narediti enako stvar boljše in hitreje je motivacija, ki je večino nas ostalih že zdavnaj prepričala, da posežemo po ustreznih programskih orodjih. In poglavitna orodja, ki nam pri tem pomagajo, trenutno seveda v našem okolju, sta OpenOffice, ki je odprtokodno orodje, in pa Microsoft Office, ki je sicer licenčno orodje, vendar za učitelje brezplačno. Microsoft Office ima v slovenskem izobraževalnem okolju že kar dolgo tradicijo in tu je tudi iskati razloge, da je bistveno bolj razširjen od OpenOffice. Trenutno aktualna različica zbirke Office je 2007, konec tega poletja, se pravi poletje 2010, pričakujemo tudi Office 2010 v slovenskem jeziku. Zdaj, paket Microsoft Office vsebuje orodja, ki jih lahko s pridom izkoristimo pri našem delu.
vsebuje urejevalnik besedil, to je Word, urejevalnik elektronskih preglednic, Excel, PowerPoint, program za elektronske prosojnice, Outlook, program za elektronsko pošto, za urejanje osebnega koledarja, Access, ki je dejansko podatkovna baza, Groove, orodje za skupinsko delo, Infopad za izpolnjevanje nekaj obrazcev znotraj organizacije, OneNote kot naprednejša beležnica, Publisher za izdelovanje recimo letakov ali pa publikacij. In vsa ta orodja imajo to prednost, da jih lahko uporabljamo hkrati, imajo podoben uporabniški vmesnik, vse vsebine so zlahka prenosljive.